Torej, Tone Mlakar je bil res vsestranski ustvarjalec, ki se je med drugim ukvarjal tudi s fotografijo. Kot fotografa ga najbolj poznamo po njegovih slikovitih podobah Škofje Loke in pokrajine in po mojem mnenju njegov dolgoletni opus zasluženo predstavlja eno od najbolj podrobnih fotografskih kronik Škofje Loke in tudi njenih prebivalcev. Tone je bil rojen leta 1921 v Žireh in je izkusil burno, nevarno življenje vojnega obdobja. Na začetku druge svetovne vojne so njegovo družino izgnali v Srbijo, od tam pa je leta 1942, kot bo povedal tudi sam v filmu, pobegnil v Ljubljano in se vpisal na študij arhitekture. Takoj po prihodu se je zanj zavzel profesor Jože Plečnik in Tone je postal eden od njegovih zadnjih učencev. Ta odnos, tak občutek sem dobila tudi v pogovorih z vašim očetom, je Tonetu veliko pomenil. Plečnik mu je bil zaupnik, prijatelj in zaščitnik. Povejte kaj več o tem odnosu. Meni se zdi, da je bil oče že od nekdaj fan Plečnika. In to je pol samo še poglobil. Plečnik je do njega, ker je prišel k njemu tako kot nek begunc, imel še nek posebno topel odnos. Mislim, da mu je tudi konkretno nekaj pomagal, glede na to, da ni imel oče nobenega statusa in nič, nobenih staršev in to. Potem je bil neko kratko obdobje tudi njegov fotograf, kar se je očetu zelo fino zdelo. Toliko jaz vem. Sprav njegov fotograf, da je fotografiral njegove projekte. Ja. No pa pri Plečniku je nenazadnje Tone spoznal tudi svojo ženo, vašo mati Vero. Vera je bila pa modistka, vodja damskega oddelka v tovarni Šešir. Torej oba dva sta bila ustvarjalca. In me zdaj zanima, kakšen je bil njun odnos v tem smislu? A sta se pogovarjala veliko o svojih projektih, sta to delila en z drugim? A sta tudi vas otroke vzgajala v tem duhu, da ste vzljubili umetnost, ustvarjanje, tudi ste sam umetnik? Tako, veliko teh pogovorov zares ni bilo. Jaz sem šel z očetom kdaj na kakšno razstavo, potem sploh, ko se je v Škofji Loki to začelo. Ampak to med njima je bilo pa tega zmerajma malo in meni se zdi, da je bilo tako vendar nekoliko tisti podcenjujoč odnos do maminega dela, do tega oblikovalskega dela. To, bi rekel, bolj danes vidim kot takrat. Zgleda, da je celo mama sama sprejela to vlogo in tako, češ, da je očetovo delo pač pomembnejše. Je pa zelo rada je šla na te sejme v Evropo, kjer je pa dobila priznanje za svoja dela. Tako da se mi zdi, da je bila dobra oblikovalka, ampak nekoliko je bilo to prezrto, tudi med njima. Je pa Plečnik še na en način vplival na Tonetovo kariero in sicer mu je odprl pot v film. Mogoče je malo manj znano, da je bil Tone Mlakar tudi scenograf pri prvih slovenskih filmih, kot so Na svoji zemlji, Balada o trobenti in oblaku in pa 2 od 3 Hekčevih filmov režiserja Jožeta Galeta. To je Kekec iz leta 1951, ki so ga snemali v Tržiču in Kranjski Gori, in pa Srečno Kekec iz leta 1963. Kakšna je bila Tonetova vloga kot scenografa v tistem obdobju, ko je bil film v bistvu še v svojih začetkih pri nas? Kaj je to obsegalo?
to ste že kdaj slišali, ne? Torej na to arhitekturo na fakulteto je prišel nek poziv, če lahko predlagajo kakšnega, ki bi šel na šolanje v Prago za scenografa. Plečnik je predlagal očeta in tako se je to začelo, ne. Kako pa, da se potem nehal ukvarjati s filmom, ker posnel jih je pa kar precej? Ja, mislim, da je bilo enih 7 celovečernih filmov. Potem je pa, meni se zdi, da je bil vzrok v tem, da je oče mogoče, torej sprejel je delo tukaj v tehniku, tehnik mu je dal kadrsko stanovanje in očetu se je verjetno zdelo, da bi bil čas, da neha z nekoliko ciganskim življenjem, kar je takrat pri filmu bilo. No, ko ste že omenili tehnika, med tem časom, ko je bil zaposlen tukaj, je fotografiral tudi svoje inženirske projekte, in ne samo, da je fotografiral Škofjo Loko, on je v bistvu vse ustvarjal na nek način, Njegovi so projekti, kot so Naselje Novi svet, Kino Sora, prvotni most od avtobusne postaje do Cankarjevega trga, obnova Ajmanovega dvorca v Svetem duhu, pa še bi kaj lahko naštela. A je bil ponosen na to vlogo inženirja? Torej, v tistem času je status inženirja seveda kar nekaj pomenil. Ja, seveda je bil ponosen na to. No, poleg tega, da je fotografiral te inženirske projekte, je pa zapisoval na film tudi lokalne dogodke, razne otvoritve in prireditve, pa tudi vsakdanje stvari, ki jih ponavadi spregledamo, in šele po fotografijah potem ugotovimo, da so se spremenile. A je imel navado jemati s sabo fotografski aparat? On je fotoaparat preprosto nosil s seboj. Nikoli mu ni noben rekel, da je slike. Tako da ni fotografiral po naročilu v tem smislu. Kako se je pa sploh začel ukvarjati s fotografijo? Meni se zdi, da je bilo tako, da so bili enkrat na Komni z eno Devšno in je imel, mamin brat je imel pa fotoaparat, on pa skicirko pa akvarela, In bila je pa zima in s tisto skicirko in akvarelom, ne vem kaj, saj njemu se zdi, ne vem kaj, ni mogel. Medtem ko je ta stric fino fotografiral in potem je verjetno doma videl tiste njegove slike in takrat se je začelo. No, pri pregledovanju njegovega arhiva sem videla, da je res veliko fotografij pokrajine, dobiš občutek, da se v bistvu zatekal nekako v naravo. Po drugi strani je pa tudi veliko fotografij cerkva, sploh cerkva na podeželju. Odkje pa ta vzgib po fotografiji? Po mojem je to od Plečnika, ker se je Plečniku zdela arhitektova naloga oblikovanje svetišča. In v Sloveniji pa sploh potem s temi cerkvicami smo na ta način dobili eno specifično slovensko pokrajino. Verjetno je on tako dobil pojno točko za fotografijo. In se je to postalo predvsem pol, ki je bil starejši. Do cerkva so praviloma prevozne poti in to mu je bilo pač ustrezalo mu je. Se mi zdi, da je bilo to tisto. No, omenili smo, da je bil rojen. To specifično pokrajino smo dobili s temi cerkvami, ker jih po mojih ni nikjer toliko. Ja, to je res. No, omenila sem, da je bil rojen v Žireh, kako je pa sploh vaša družina v Škofjo Loko prišla? Ja, to smo prišli s tem kadrovskim stanovanjem od tehnika.
No, omenila bi še to, no, da je bil Škofja Loko povezan tudi na drugačen način. Že zelo zgodaj je bil član muzejskega društva, pa tudi soustanovitelj fotokluba Antona Žbe. V tistem času je bilo članstvo v muzejskem društvu dosti prestižno. Meni se zdi, da so tako jemalkrat kot tak intelektualec se pa že moraš malo zanimati za zgodovino in umetnost. To je bilo. Potem se mi zdi, glede na njegovo fotografijo, da je bilo dosti neravno to, da je bil pri ustanoviteljih tega fotokluba. No, vsezadnje so jih imeli tudi drugje, ne. Je imel še kakšno drugo vlogo v fotoklubu, je bil samo ustanovitelj, pa se potem ni več? Ne, se mi zdi, da je čas kar hodil na te sestanke, kjer si pogledajo eden od drugega. Pa je tudi kot mentor, kdaj je deloval, je imel svoje učence? Je. Mislim, da čisto na začetku, njegov učenec je enkaj polkaj delal na tem, na področju teh kratkih filmov, oziroma dela, to je Dolenc Boris. Pol je, mislim, da vsakič pove, da je oče njegov mentor, Izidor Jesenko iz Poljanske doline. Pa tudi moj veteranc Tomaž Lavko nekako reče, no, vsezadnje me je pa le tvoj oče tako premaknil v to. Tomaž Lavko je prvi slovenski akademsko šolan fotograf v službi v Narodnem muzeju. No, pa ne nazadnje je dobil tudi Puharjevo nagrado za življenjsko delo leta 2013. Kako je pa to doživljal, mu je veliko pomenila ta nagrada? Meni se zdi, da. Je pomenila neko priznanje tudi od kolegov. Ja. No, mogoče za zaključek samo še to. Vsa življenja Toneta Mlakarja, angleški naslov se, kot vidite, mogoče na zaslonu, se glasi The Charmed Life. To slovenski prevod fraze je biti rojen pod srečno zvezdo. Meni se zdi, da je angleški naslov boljši. Pa je primeren, a povzame očetovo življenje? Bil rojen pod srečno zvezdo. Ja. Prav, Simon, hvala. Tudi tebi.